Živjo, ul tukaj. Vi gledate Mato na Easy. Jaz tukaj razlagam Mato na najbolj easy način. Ja, prav ste slišali. Mato! Ja, končno se je zgodil. Posnel sem prvi filmček Mata na Easy. A veste, zakaj je toliko časa rabilo, da sem ga posnel? Ker sem tuhtal, kako bi vam ga predstavil, da bi vam bil zanimiv, da bi vam bil udaren, da bi vam bil všeč, da bi Mata na Easy isto redno in pridno obiskovali, kot se slova na Easy. No, pa sem pomislil, da bi. Sunshine, sunshine reggae. Do you like Mama Mata? FBI, kje je zdaj ta Mata? Roke gor. Mata na Easy prav super je, iz nje prav vsak lahko učil bi se. A kdo kaj ve, kje je živalski vrt? Mjau. Sorry, ne vem, kako se zebra oglaša. Čakaj, ima to kaj vez z matematike? Z matematiko? Ok, ne, čau. Ok, to tudi ni glih z Mato povezano. Čau. Nič, kar sem probal, mi ni bilo všeč. Če kdo drug hoče snemati filmčke zamaskiran, kar ne jih. Ampak kaj naj vam jaz predstavim, a ne? In sem se končno spomnil nečesa. Kaj pa, če vam predstavim eno ful resno udarno snov, ki boste lahko uporabljali ne samo matematiki, ampak tudi pri fiziki pa pri kemiji je ful uporabna, pa naprimer pri ekonomiji. In to čudo, oziroma to nekako ne čist matematično čudo, ampak več namensko čudo se imenuje sklepni oziroma križni račun. Jeja! Preden pa v bistvu gremo lahko na natančno to, kaj je sklepni oziroma križni račun, pa rabimo razčistiti to dvoje. Kaj je premo sorazmerje in kaj je obratno sorazmerje. Vem, da to sliši premo, obratno, puščice, zakomplicirano. Ampak ne skrbite, čist easy je. Torej, začnimo kar s premio sorazmerjem. Vidite, obe dve puščici gledata gor. Kaj to pomeni? Premo sorazmerje nam v bistvu pove, da če se ena količina poveča, se druga količina njej sorazmerno poveča. Sorazmerje v bistvu pomeni neke vrste odnos. Razmerje, sorazmerje je odnos v bistvu. Ampak ja, če se ena količina poveča, se druga količina njej sorazmerno poveča. Zato tega sta obe dve puščici gor, ker se poveča. En primer je naprimer, evo ga, tukaj imam mehčalc. Pa ne, Lenor ni sponzor tega videa, ampak pač te doma uporabljamo. Tale je težek 1,5 kg. Če vzamem še enega, so zdaj težka 3 kg. In če vzamemo še enega, so zdaj težki 4 kg. Torej, število mehčalcev se je povečalo iz 1 na 3 in teža mehčalcev se je tudi kar veliko povečala, kar opazno povečala. Torej, ja, v bistvu število mehčalcev je tale puščica se povečala, teža mehčalcev je pa tudi tale, je pa ta desna puščica, ki se je tudi povečala, ne, sorazmerno. Še en primer imam tukajle. A vidite, to so biorazgradljive vrečke za smeti. Vzemimo jih za primer, vse so čiste. Rečemo, da je ena vrečka dolga 30 cm, ne. Če vzamem še eno, torej 2, sta zdaj dolgi 60 cm. In če vzamem še eno, so zdaj 90 cm dolge vse skupaj, a ne. Torej, ja, število vrečk je tale puščica, ne, ki se je povečala. In iz 1 na 3. Tale, desna puščica je pa dolžina tega traku, vrvice, špage, karkoli. V glavnem, oboje se je povečalo, zaradi tega je to premo sorazmerje. Vrečke pa dolžina. Oboje se je povečalo, to je premo sorazmerje. Obratno sorazmerje je pa lih obratno. Ne, se hecam. Pri obratnem sorazmerju gre ena puščica gor, ena pa dol. To v bistvu pomeni, da če se osnovna količina poveča, se njej odvisna količina zmanjša. Že spet, osnovna količina odvisna, sorazmerno puščice, hecam se, čist easy je. Tukaj imam en primer, ne. Imam vrvico, oziroma pretvarimo se, da je to pravokotnik, a ne. Dolžina je približno 20 cm, višina pa 2 cm, kar imam 2 prsta vmes. Torej, ja, 20 cm je dolžina, pa višina je 2 cm. Če pa dam še en prst, se bo pa, torej, višina, a ne, to je tale puščica, se bo povečala. Ampak širina se bo pa zmanjšala iz 20 cm na tako 15-10 cm, ne. Torej, višina se je povečala, ne, oziroma povišala,
in dolžina se je pa zmanjšala. In temu rečemo obratno sorazmerje. Obratno je zaradi tega, ker sta puščici glih v obratne smeri, a ne? Logično. V bistvu, ja, če vam je vse jasen, pol pejmo kar lepo na sklepni oziroma križni račun, da vam ga razložim. V bistvu, če grem samo še na hitrco. Prejmo sorazmerje, gre sta obe dve puščici gor, oziroma spomnite se na mehčavce. To lahko tudi učiteljci za matematiko poveste, samo naj pozabite pol razložiti, ker verjetno ne bo vedelo, o čem govorite. Obratno sorazmerje pa glih obratno. Ne, zhecam. Obratno sorazmerje gre pa ena puščica gor, ena pa dol, torej se spomnite na špakco, zaradi tega, ker se ena količina je povečala, ena se je pa zmanjšala, pomanjšala. Ja. Torej, v prvem filmčku oziroma prvem delu sklepnega oziroma križnega računa bomo obravnavali prejmo sorazmerje. Teorijo sem vam že prej povedal, zato tega gremo kar na prakso, na primer. To, da imam dva psa, ni skrivnost in ona dva v 7 dneh pojesta 3 vreče hrane in to ta 5 kilske, ta drage. Veliko hrane pojesta. Zdaj me pa zanima, če bi imel 3 pse, če bi dobil še onega irskega volčjega hrta, o katerem ves čas sanjam, koliko bi pa oni 3 pol v 7 dneh vreč pojedli? To me pa zdaj zanima. Torej, 7 dni je stalna količina, ne? Psi so se spremenili, pa vreče so se tudi spremenile. Zdaj pa to moramo napisati. In verjemite mi, križni račun mora vedno tako izgledati. Poslušajte me zelo dobro. Napišemo v bistvu po matematično napišemo stavek. 2 psa, pretvarjamo se, da te pice pomenijo pojesta, torej 2 psa pojesta v 7 dneh 3 vreče. To 7 dni ne rabite pisati, ampak vam priporočam na prvih računih pišete, ker si boste lažje zapomnili. V glavnem, 2 psa v 7 dneh pojesta 3 vreče. To vemo. Pod to pa napišete v še eno vrstico, 3 psi v 7 dneh pojejo x vreč hrane. Nas pa zdaj zanima ta x. Kako ga bomo izračunali? Najprej v bistvu naredim puščice, torej 2 psa vemo, da se povečata, ne, zato tega naredimo puščico. 2 psa se povečata na 3 pse. In je logično, da bojo več hrane rabili, zato tega se bojo vreče tudi povečale. In ker se oboje poveča, ker sta obe dve puščici v isto smer, bi se ali zmanjšali ali pa povečali, samo da je oboje enako, je to prejmo sorazmerje, a ne? To vemo. Torej, zdaj pa to tako izračunamo. Zdaj imenuje se pa križni račun zato, ker naredimo takole križ. Potem napišemo x je enako. Zdaj pa tisti del križa, ki se ne dotika x, torej to je tale, 3 psi pa 3 vreče, pomnožimo. Torej, 3 krat 3. Zdaj pa to, kar imamo že napisan, delimo s tistim delom križa, ki pa se dotika števila, ki pa se dotika x-a. Torej 2, ne? 3 krat 3 delimo z 2. In če to rešimo, bomo dobili, koliko vreč hrane bom jaz rabil kupiti, če imel še irskega volčjega hrta. V glavnem, torej 3 krat 3 je 9, deljeno z 2 je pa 4,5. Ni glih najlepša petka, ampak evo. 4,5 vreč hrane pojejo 3 psi v 7 dneh, oziroma 4 vreče pa pol. Torej bom rabil nabavljati 5 vreč. Krasen. V glavnem, ja, spodaj v opis bom dal tudi še 2 primera, pa jih rešite po takmule postopku. Za vajo. In tisti, ki jih bo rešil, ki je glih ta prvi filmček, pa mi bo poslal postopek in rezultat računa na moj mail, ki ga bom dal tudi spodaj v opis, bo lahko zdaj izbiral. Ali bo dobil urnik Mata na izi, ki ga sploh še nisem natisnil, to bo zanimivo, ali pa urnik Slova na izi. Ne mi napiše, kjer ga bo, pa napište mi pač vaš naslov, da vam ga bo dostavil. Ne bom noben povedal za vaš naslov, edin pošti. To pač rabim, a ne? Glavnem, to je to. Pa poglejte si še za obratno sorazmerje filmček, ki ga bom dal takole, če vas zanima. In, no, ja, upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkite in se vidimo v ostalih filmčkih Mata na izi. Pa mogoče se naročite na YouTube kanal Mata na izi. Glavnem, to je to. Lepo se imejte. Čau!